Haleluja. Molimo za duhovno rast in ne moramo mimo Efežanom 3. Zdaj smo bili v Efežanom 1 nek čas, gremo v Efežanom 3 in vrstica 14. Zato upogibam svoja kolena pred očetom, po katerem se imenuje vsako očetovstvo, v nebesih in na zemlji. Naj vam da po bogatstvu svoje slave, da se po njegovem duhu močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti. Njemu pa, ki more pomoči, katera deluje v nas, bo vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo. Njemu slava v cerkvi in v Kristusu Jezusu skozi vse rodove na vekov veke. Amen. Haleluja. Kakšno vcepljivo molitev. Sprav, vidimo, da Bog hoče, da smo močno utrjeni, kje je v notranjem človeku. Haleluja. Oče, molim za vsakega od nas, da je 1000-krat večji na noter kot na ven. Molim, da je naš duh močen, da karkoli prije proti nas se odbija od nas. Haleluja. In danes je tvoja moč bolj potrebna, kot kadarkoli prej. Haleluja. Toliko stvari v tem svetu, ki se zaletava v našega duha, ki nas hoče prepričati v napačne stvari, ki nas hoče obremeniti, otežiti, spraviti pod stres. Vse to v imenu Jezusa ne se od nas odbija. Zapovedujemo v imenu Jezusa moč v notranjega človeka, da Kristus po veri prebiva v naših srcih. Kako? Ko smo ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni. Haleluja. Da lahko razumemo tukaj prav vse 4 dimenzije Božje ljubezni. Haleluja. Bog te ljubi. Božja ljubezen do tebe je ista ljubezen, kot jo je imel Oče do Jezusa. Jezus je rekel, z ljubeznijo, s katero je Oče ljubil mene, jaz ljubim vas. Haleluja. Se pravi, v tebi zdaj nadnaravna Božja ljubezen. Katera ljubezen? Jezusova. To pomeni, on je bil svet, pravičen, zvest, čist do konca, dal svoje življenje. Zakaj? Da je ta ljubezen, s katero je Oče ljubil njega, lahko zdaj v tebi. On te je kupil, ti si odkupljen za Božje kraljestvo. Zato si Božji sin in Božja hči. Haleluja. In zdaj, Oče, pomagaj nam, da spoznavamo to Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje. Se pravi, ki je več kot umske. Molim, da so oči našega srca odprte. Oče, da ni to ljubezen, ki je samo v eni knjigi napisana črno na belem, ampak da je realnost vsak dan v naših življenjih. Haleluja. Da vemo, Gospod, da nikoli nismo sami. Haleluja. Nikoli nismo prepuščeni svojim lastnim močem in zmožnostim. Pa tvoja ljubezen deluje v nas. In tudi sprosti vero, da ti lahko potem verujemo. Molim, da če dalje bolj spoznamo tvojo ljubezen, haleluja. Zato, da ti lahko še več zaupamo, haleluja. Da vemo, da nas res toliko ljubiš, da ti lahko z vsem zaupamo, haleluja. In hvala, da pomoči, ki zdaj deluje v nas, delaš neznansko več od vsega, kar prosimo ali mislimo. Haleluja. Oče, hvala, da ti delaš veliko več, kot jaz lahko molim na tem podcastu za vsakega poslušalca. Hvala, da ti delaš veliko več. Haleluja. Po svoji moči, ki deluje čez nas. Haleluja. Če uživate v teh podcastih, dajte kakšen like, priporočite naprej ali delite, ker več tega, kar je, do več ljudi lahko to pride. In naš cilj je, da Božja beseda preplav narod. Če Božja beseda preplav narod, pol bomo imeli ful Božje delovanje povsod. Haleluja. Uživite z Jezusom, uživite v njegovi ljubezni, uživite v njegovi besedi. Bodite duhovno močni. Amen.